dva univerzitetna klinična centra, kjer gre za razvoj medicinske stroke in vseh zdravstvenih strok. Hkrati za največje površine, kajti na primer klinični center Ljubljana ima 240.000 kvadratnih metrov uporabnih površin. In seveda zato ob tej dotrajanosti narejen je bil leta 65, zaključek leta 75 in takrat na marsikaterem oddelku danes ni prišlo do nobene spremembe. O tem sem se lahko pričal sam, ko sem kot direktor obiskoval vse enote in se pogovarjal z zaposlenimi, kako izboljšati njihove delovne pogoje. Eno od ključnih je bilo prav gotovo ustrezno ureditev infrastrukture, aparature. Da ne govorimo o IT opremi, ki ravno tako terja od nas pomemben korak naprej in priklop vsem na nivoju Evrope v povezano digitalizacijo. Zato je še toliko bolj pomemben strateški svet za digitalizacijo pri vladi Republike Slovenije. Za splošne bolnišnice namenjamo preko 500 milijonov evrov, kajti tudi te so številne marsikje infrastrukturno nezadostne, se pravi, problem so zadostne kapacitete, zadostnost kapacitet, drugo iztrošene. Imamo tudi oddelke še iz 19. stoletja in pa seveda sem spadajo tudi negovalne bolnišnice in pa negovalni oddelki. Kar se tiče specialnih bolnišnic in ustanov, je potreben njihov razvoj, kajti marsikatera od specialnih bolnišnic vodi ali pa ena od odločilnih strok v Sloveniji na medicinskem področju in z nezadostnostjo in neustreznostjo delovnih pogojev le s težavo lovimo tempo Evrope in razvitega sveta, ki terja od nas vsakodnevno implementacijo novih postopkov zdravljenja, uvajanja novih tehnologij ali pa novih principov. Tudi psihiatrične bolnišnice, ki so da pogosto pozamljene, so pomemben del zakona, kajti ko greste okrog po Sloveniji, lahko vidite, so številne psihiatrične bolnišnice iz seveda v Sloveniji, pa zaradi v Sloveniji stigmatiziranega področja duševnega zdravja precej umaknjene v prostore, ki pogosto komaj še ustrezajo pogojem za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kar nekaj od teh je v starih dvorcih, tako da potrebujejo pomembno nadgradnjo, da bodo lahko varno, kvalitetno in pa seveda, kar je danes najpomembneje v Sloveniji in pa v razvitem svetu v pravem času, takrat, ko pacient potrebuje pomoč, tudi izvajale to. No, potem je pa še primarni nivo, kjer namenjamo 50 milijonov evrov za razvoj. Če vemo, da imamo 62 zdravstvenih domov, potem to pomembno spodbuda za praktično vsakega od njih. Nismo pozabili niti na porodnišnice, kajti te predstavljajo pomemben nivo kakovostne obravnave nosečnic in pa porodnic in vemo, da marsikje presegamo, ne samo da dohitevamo, presegamo razviti svet in ravno tako so potrebne dodatne infrastrukturne prilagoditve sodobnemu času, da rečem čemu drugemu. Hkrati pa imamo na proslovnici naštete tudi vlaganje v slovensko šolstvo oziroma izobraževalni sistem, da zagotovimo zadosti ustrezno usposobljenega kadra.